Da bi ti slišala, kaj mi je rekel. Debil zarukan desnosredinski. Ja, pa ta ni normalen. Kdo? Ja, spodnji sosed. Čakaj malo, sej, on pa ni desničar. Ja, on ne, on seveda ni desničar. Meni je rekel, da sem zarukan desnosredinski debil. Tožil ga bom. Ja, zaradi tega ga pa ne moreš tožiti. Takšna je zdaj po Mencingerju uradna klasifikacija slovenskih volivcev. Kar se pa tiče števila volivcev, jaz seveda mislim, da je bolje za nas, če gre več volivcev, ker najbolj trdni so volivci desnih strank, ki so zelo ubogljivi in normalni volivci prihajajo šele, če jih je veliko. No, tole je pa kar malo preveč celo za podstrešje, kjer smo vajeni vsega hudega. To že, ampak kandidat za europoslanca, ugledni profesor dr. Jože Mencinger, bo pa menda vendar vedel, zakaj bi bilo dobro, da bi bila udeležba na volitvah čim večja. Ker najbolj trdni so volivci desnih strank, ki so zelo ubogljivi in normalni volivci prihajajo šele, če jih je veliko. Nobenega dvoma torej ni, da bodo nedeljske volitve evroposlancev prelomne. Na njih se bo pokazalo, ali bo Slovenija ostala normalna država ali pa bo iztirila v desno. Bije se torej velika bitka za normalnost, a tudi znotraj normalnosti med normalnimi. Obrambni minister v odstopu Roman Jakič denimo trdi, da je bil grobo napaden s strani nosilca liste Konkretno Jelka Kacina. Na Twitterju je zato zapisal: Ker nisem odobril helikopterja Slovenske vojske za prevoz gospoda Kacina v Srbijo, mi je ta danes rekel, da je moje politične poti konec. Kacin Jakiču ni ostal dolžan, temveč mu je prav tako na Twitterju odgovoril: Bil sem v Srbiji. Minister Jakič z mojo potjo tja in tam ni imel nič. Vozili so me gostitelji. Domače spletke ne pomagajo. Zdaj smo pa v težavah. Glede na to, da sta tako Roman Jakič kot Jelko Kacin eminentna predstavnika normalnih, se postavlja vprašanje, kdo od njiju je normalnejši. Odgovor na to vprašanje zahteva veliko mero občutka za različne odtenke normalnosti. Prav zato bi veljalo ustanoviti strokovno komisijo za ugotavljanje normalnosti na lokalni, državni in mednarodni ravni. Če bi se zgodilo, zato je sicer malo verjetnosti, da bi ugledni profesor dr. Jože Mencinger ne bil izvoljen za europoslanca, bi lahko postal evropski komisar za normalnost. Čeprav bi bilo to nekaj povsem normalnega, pa zaradi že omenjene gneče na strani normalnih, ni rečeno, da ga bo vlada Alenke Bratušek res imenovala na ta položaj. Nekateri so prepričani, da bi morda raje kot Mencingerja imenovala kar sama sebe. Ali se boste predlagali za evropsko komisarko iz Republike Slovenije? Je premijejko kar direktno vprašala Ljudmila Novak. Alenka Bratušek je zaenkrat še vedno predsednica vlade. Je Novakovi odvrnila Alenka Bratušek. Je s tem hotela reči, da se ne bo predlagala, ker je še vedno premijejka, čeprav v odhajanju? Morda pa je s tem namignila ravno nasprotno, da se namreč prav zato, ker je premijejka, lahko predlaga. Bo Slovenija torej dobila evropskega komisarja ali komisarko? Tudi možnosti, da bi Evropa prepoznala izjemen potencial normalnosti, ki ga premoremo v Sloveniji, ne gre kar tako izključiti. Če bo tako, se nam zna zgoditi, da bomo dobili komisarja za normalnost in komisarko za zabijanje časa.